ljudje, dajte gibati, ker edin gibanje vas lahko reši vseh težav na tem svetu. Gibanje, se ne teč, pa ne ekstremi, pa to. Ne pravijo tisti ekstrem, pa pusti mene, dej vsak dan pol ure. Spoštovane, dobrodošli že v 16. oddaji podcasta Zagret za tek. Z vami sem Marko Roblek in danes imam eminentno gostjo, Andrejo Sterle-Podobnik. Andreja, živijo, pozdravljena, dobrodošla v podcastu, hvala za tvoj čas. Vem, da si na polno zasedena kljub karanteni in vsem ostalim. Hvala ti za tak lep nagovor, eminentnost, tole mi je pa resno. No. Časa pa imam, veš, zdaj, ker bolj malo delam, tako da se lahko pogovarjamo do zjutraj. No, evo, ker je večer, točno večer je zdaj, ko tole snemava, sigurno bi te vprašal tudi zjutraj, če bi to snemala, če si danes že tekla, tako da sigurno si tekla ali pa karkoli športala že v tem dnevu, ja? Ja, itak, Slivanca je bila danes, danes je bilo tako lepo, zjutrajne vreme, -16, ali tisti, ki se peleš proti službi, jaz grem proti in vidim ti skrip in vidim, ne morem iti mimo. A veš, to ti sprav obsesija in itak v avto imam vse stvari, in sam pičim gor, kaj ur gor dol in sam hiter delati poj spet. Tako da, itak, danes Slivanca, idealno. No, evo, jaz priznam, danes še nisem opravil svoje naloge iz rekreacije. Tamal mi je prej rekel, en Tamalih mi je rekel, ker sem res to zimo nekaj več laufal, mi je rekel, ti pa zdaj že kar malo pretiravaš s tem laufanjem, to ni zdravo. In sem rekel, zdaj moram po otroku razlagati, pa skozi jim razlagam, da je rekreacija zdrava, zdaj pa ne vem prav, da pretiravam. Ampak očitno še veliko lekcij, ki jih moram od sebe dati. Ampak dajva začeti na začetku, naj te lepo pošteno predstavim, da bodo najini poslušalci in gledalci in poslušalke vedeli, kdo si, če te slučajno še kdo kje ne pozna. Andreja Podobnik je, do začetka rečeno, podjetnica, je lastnica wellnessa, kozmetičnega salona, vaditeljica, žena, mati 2 otrok, zmagovalka Everest Traila pred leti, Slovenka leta 2016 in seveda športnica po duši že od mladosti. Kaj sem še pozabil? Zelo veliko si pozabil. V mojih 45 letih se je nabral ogromno stvari. V bistvu, veš, to so res neki taki nazivi, lepo si me predstavil, hvala, res vse super, ampak vse te par teh pomembnih stvari, ki si jih navedel, so se sestavljali skozi moje celo življenje že, in to najbolj mi je všeč športnica, res po duši in telesu. To mi je najbolj pomembno, od vseh nazivov, od vseh medalj, pokalov, mislim, to mi je stil življenja, to je moj tisti na koncu, ikigai. To mi je strast, in to mi je res bistvo življenja. Do tega super iztočnica bova na koncu povezala vse skupaj z začetkom. Jaz sem prej pomolil nos ven, gotovo, da je kar mrzla zima. Meni ustreza ta suh mraz mi ustreza. Zjutraj sem poslušal radio, so govorili, kot da je zunaj najmanj polarna zima, pa da bo konec sveta, -10 je bilo pri nas. Pri vas je bilo po mojem nekih -15. Kako pa te sede ta sneg, zimske razmere pa vse skupaj? Jaz sem ful zimski tip. Jaz ne maram poletja vročine, ker se mi zdi, da ne morem, moje telo ne mara tega, ker zame zima, a veš, ker zima me spodbuja, da gibam, in da čim bolj gibam, da te ne zebe in meni je to idealno. Se pravim, zjutraj sem pogledala v avto, -16, to je bilo zame idealno. Mraz, sneg, suh mraz, a veš, ki ti škripe pod nogmi, v nosu, ki ti vse zmrzne, in to mi je pa res pravlicno. Mislim, če nimaš kje drugega, to je sanjsko, Nač poletje, morje, vse je v redu, ni slabo, ampak če moram zbirati, sem zimski tip. Mi ustreza, res ta zima mi še dodatno, veš, ki ti spodbudi telo, to je zame idealno. Saj ti se toplota ne gre v nič, ki jo generira telo, se te saj malo greva. Se strinjam, meni je tudi ta suh zimski zrak, pa to zdaj, ki škripa ta sneg. Fenomenalno, res, ne bi zamenjal.
z ničemer. No, ampak rekla si, da si aktivna ves čas v pogonu. Zdaj prej razmišljal, te moram vprašati, za žensko, kot si ti, podjetnico, športnico in tako naprej, je zadnjih 10 mesecev bil kar svoj vrsten izziv. Kako si ti doživljala recimo pandemijo v štartu tam v marcu 2020? Prej v pogonu na polno, pol pa kar enkrat vsi na stand-byu, zdaj pa, kaj pa zdaj? A veš, da je bil res zame to kar en šok. Jaz sem navajena že od 20 leta, ker sem že od 20 leta v podjetništvu in res že od jutra do noči, skozi nekaj strukturirano, da se zorganizira za šport, za otroke, za družino, za posel, moraš biti res zorganizirana. In marca, recimo, ko se je ustavilo življenje, jaz sem bila v bistvu 14 dni kar malo v šoku. Ko se ustaviš, ko ti enostavno reče, da ne smeš delati, to je zame najbolj grozno. Jaz enostavno sem, deloholik po svoje, deloholik tudi z tega vidika, da sem skozi aktivna, ker moje delo jaz ne tretiram kot službo, ampak kot način življenja. In vse, kar delam, je zame način življenja, od posla do vsega. In ko so meni rekli, da ne smem delati, to je bilo zame, kaj zvem, ker imam v bistvu vadbe, je moje delo, se pravi wellness, vse, kar je povezano z zdravjem in lepoto. Tako da jaz sem se že 25 let učim tudi skupinske vadbe, in itak, to mi je bil skoraj največji šok, da jaz ne morem iti v svojo skupino, ker to mi pa res predstavlja ena dobra energija, da ti izmenjuješ to energijo z en z drugim, ker tek je bolj individualen šport, recimo te skupinske vadbe so mi bile pa zmeraj zanimive, ker to izmenjuješ to energijo, tako da so me itak hitro, dej, boš ti to prek spleta, kaj pa to, pa sem nekaj, ajde, dajmo vsaj to, če naš drugega, jaz se sama doma spravim, ampak to je čisto nekaj drugega, tako da sem jaz hitro res naredila to nekaj prek spleta, ampak po pravici povedano zame ni to isto, ne vem, kako drugi sprejemajo, sej se znajdeš, ampak ni isto, ker če si ti z nekom v dvorani skupaj, ali pa tako, da jaz tebe vidim tukaj v ekranu, mislim, ni glih ona prisne energije, ampak narediš nekaj zase, tista v duši pa nekaj manjka, tako da je mogoče za nas, starejšo generacijo, to nadaljavo, sicer smo prisiljeni v to, ampak kaj zdaj, na dolgi rok se mi zdi, ne vem, če bi, bomo se prilagodili, ampak na dolgi rok to za socializacijo se mi ne zdi nekaj zelo priporočljivo, ne vem, kaj ti praviš. Ne, lahko usporednice potegnil z virtualnimi teki, ki smo se jih letos šli, pa je bilo super, oziroma lansko leto, pardon, vse je bilo super, vse, kar je prav, ampak na koncu so mi bili še najbolj všeč tisti virtualni teki, ker smo se vsem dobili v neki manjši sredini, pa čeprav smo laufali, pa se nismo ne vem kako silno družili potem, vsaj malo, je bilo čisto drugače kot tisto, kar sem moče čisto samoti tam odlaufal. Vse se strinjam, mi smo pač generacija, ki je rasla gor v 80-ih pa 90-ih pa tako naprej, in smo marsikaj dali skozi, in pomeni ta človeški stik mogoče še bistveno več kot pa ta digitalni, ampak kakorkoli, smo se prilagodili, vsi smo se, ti si bila ena prvih, zgrabila si tega bika za roge, šla si na Facebook, mene so opozorili, so rekli, moraš pogledati nujno, Andreja ima neke zanimive treninge, pa probaj kakšnega, ker sem malo spremljal, tega je bilo res takrat ogromno, ker naenkrat aprila je bilo tega polno, potem sem se enkrat preklopil tam, pa pošpegal na tvoj kanal, vidim neko sklece pa počepi pa tako naprej, zelo energično, pa Andreja še govori zraven, najbrž ni tako naporno, če je ona sposobna še zraven skozi čebljati, pa skoraj nič sopihati, pa sem se pa enkrat jaz tega lotil, pa sem skoraj izdihnil že med izdelanjem tistih vaj, še poslušal sem težko, kaj šele da bi lahko govoril, pa vem, da so me otroče nekaj zraven sprašvali, če bom preživel, tako da tisti je bil res nor tempo, ampak imela si pa, ne vem, kar širno občinstvo takrat se mi zdi, Ja, vse me veliko spremlja, skozi, v bistvu zmeri več, pa se mi je všeč, čeprav mene mogoče pri teh, ker to so res visoko intenzivni treningi, jaz to izvajam recimo v svojih skupinah, majhnih skupinah, recimo do 10 oseb,
se mi zdi zelo pomembno, da vidiš človeka, kaj počne. Ne? Ker pri teh res visoko intenzivnih treningih hitro napake naredijo več slabega, koristnega. Ne? Zato mogoče sem tekom teh vaja, ki sem jih, recimo, ki jih zdaj izvajam, kasneje, ne? Malce upočasnila tempo, ne? Ker so me vseeno opozorili, da je fajn, da malo prilagodim, ker ne vem, kdo je na drugi strani. Ampak jaz zmeri pravim, da naj se vsak prilagodi svojim sposobnostim. Mislim, jaz zase pravim, da jaz se nikoli z nobenim primerjam ali pač jaz vem, koliko sem jaz sposobna in toliko naredim. Mislim, jaz tudi na svojih vadbah rečem, jaz naredim 10 ponovitev, ti pa naredi 5, 6, 7, kolikor jih zmoreš, samo da bojo te pravilne. Res vztrajam na pravilnosti izvedbe, to delam že 25 let. Kar sem pravi, pa dej, to je prehiter, 25 let že delam to, nikoli, mislim, potrkati moram, nikoli nisem imela nobene poškodbe, se pravi, pravilno je, ampak moraš zase vedeti, v kakšne sposobnosti imaš, in koliko zmoreš, mislim, to pomeni, da vsak zase pomeni, da ve, Zanimivo. Ja, prva lekcija, ki bi mogla biti, mislim, know thyself, spoznaj sebe oziroma svoje limite, pa znotraj tega deluje, ne iz glave skozi. Kar je zelo zanimivo, da to lekcijo poda potem ekstremna ultratekačica, ampak do tja še prideva, samo to sem še hotel vprašati. V jesenskem času, novembra, decembra, se karantena ponovi in tako naprej, ampak zelo zanimivo, jaz spremljam Facebook, teh vadb vseh ostalih, ki so bili prej zelo aktivni, spomladi, zdaj kar naenkrat ni, ampak Andreja Podobnik se vrne, ona se vrne na polno, spet dela te polurne vadbe, meni bi všeč zadnjič video, ker si začela, upam, da ves čas mislite name, pa seveda potem nadaljevala z gibanjem, jasno, posebej na svežem zraku, ti si mi bil zelo všeč, pa se pa pomislil, danes, a mogoče veš, kakšna je tvoja klientela, poznaš te ljudi, a so to mlajši, starejši, srednjih let, so to tisti, ki tebi hodijo na vadbe, a si zdaj skozi to karanteno pridobila novo sledilstvo, recimo take, kot sem jaz, pa podobne, ki prej se s tem niti niso pečali, pa jim je zdaj mogoče to simpatično ratalo. Ja, veliko mi jih piše pola, veš, tako, mislim, vsi ti, ki so bili prej z mano osebno, vadijo, te pač poznamo, Veliko se jih je pa zdaj pridružila, to je pa dobra stvar tega nadaljavo, ker, veš, če si v enem zakotnem kraju, kot sem jaz doma, pač imaš neko klientelo majhno, tako da zdaj mi je pa všeč, ker lahko se udeležijo, ne vem, iz cele Slovenije ali pa iz druge, po svetu, tudi po svetu, kakšne tile, ki poznam, kakšne tekače iz druge, tudi ki potelovadijo z mano. In mi je fajn, veš, ko dobim tudi kakšen odziv, ne vem, to mi je bilo pa ful všeč, to je bilo malo težko, kaj pa, ali pa tudi tako, veš, za mnenje te vprašajo, veš kaj, ne vem, izpadni me pa ful neki kolena, take stvari in všeč mi je, sprav me gledajo, naredijo, eni praviš kaj, 15 minut, to je zame čist zadosta, Tako da delajo, ful jih dela in v bistvu to mi je cilj, ker to imam tudi brezplačno in mi ni cilj zdaj neki služiti s tem, in mi je to ful pomembno, ker jaz hočem jih to, da so ljudje aktivni, Tudi, ne vem, Polčeva, ki je govorila o teh mojih nazivih in to, meni je skozi samo pomembno, ljudje, dajte gibati, ker edin gibanje vas lahko reši vseh težav na tem svetu, Gibanje, se ne teč, pa ekstremi, pa to, ne pravijo tisti ekstrem, pa pust mene, dej vsak dan pol ure, se strinjaš, vsak dan pol ure bi pa vsak mogel na tem svetu se vzeti časa za gibanje, sprehod, ven, na zrak. Kisik je prva stvar, ki jo rabimo v življenju. Kisik vse naredi, vse popravi, vse bolezni, mislim, to je ta prva stvar. In to mi je najbolj cilj, da so ljudje aktivni in da telovadijo in da gibajo in to mi je bistvo, da s tem dosežem to. No, ja, se te pol ure mi odzvanja v glavi, par tvojih videov sem videl, pa posod je bilo tej pol ure, saj pol ure. Pol ure.
Pol ure. In se mi zdi to zelo dobra lekcija, ne tisto, pejte ven za 1 uro, pa tako naprej, pejte ven za pol ure, pejte ven za pol urce, pa res se rečeš, to je pa časovna enota, v kateri prehodim 2 kilometra pa pol. Zelo lep sprehod, si naredim, malo za Švica mogoče, naredim 20 počepov, 20 trebušnjakov, pa malo polaufam do soseda pa nazaj. Pol urce, pa naredi tako razliko, 0 to 1. In pol urce, to vse skupaj ni nič. In veš, koliko srečam ljudi, recimo zdaj, ki se tukaj sprehajajo, pa to, se vem, si rekla pol urce. Viš, in to je meni bistveno, pol urce, viš, da so vsi zapomnili glavno. Tako, še ena lekcija, ki mi je všeč od ekstremne tekačice, pol urce, Tako da, pa če sva pri nazivih, kar štartajva direktno, kdaj sem bil jaz, recimo, eno od tistih, ki te pač prej ni osebno poznal, pa še najbrž marsikdo drug prvič zastrigel do šesi, ko je slišal ime Andreja Strle, Podobnik, leta 2016 si šla pač na en trail. Ni bil čisto običajen, je bil majhen poseben, rečemo, Everest Trail Race je bil 6-dnevni izziv pod Himalajo, tam nekih 30,000 višincev se je naredilo v teh 6 dneh, 160 kilometrov, nadmorska višina je nihala tam od 3 do 4,000, kar je kar visoko. In Andreja Strle, Podobnik, gre tja laufat, pa doživljati to neizmerno lepo pokrajino, nazaj pride pa kot prvakinja, zmagovalka, rekreativka, ki se je prelevila v himalajsko princeso, nacionalna junakinja pravzaprav. A je tebe zmaga tudi presenetila, konec koncev, tako kot nas na en način vse? Ja, pa v bistvu me je, veš zakaj, zato ker jaz v tem res uživam. To mi je v tekmi užitek in jaz sem tekač uživač, ne tekač dirkač. In zmeri sem bila, sej pa sem slišala za sorte, ne vem, pa se ni bila pa prej nikjer, pa ni bila, mislim, se sem bila, imam ogromno medalj, pokalov, vsega, zelo, tudi, glavno sem zmagovala tudi, Ampak jaz hočem priti na Monteverest, No, in ko sem jaz enkrat 2014 leta, kako če mi jaz na ta Monteverest priti, Začelo se je tako, veš, res. Kako če mi jaz na ta Monteverest priti, ful je drago, 50,000, pa to pa nimam, Kako če mi zdi to, no in pa jaz začnem iskati te traile, takrat sem začela nekako s temi traili tudi le pri nas, No in pa jaz vidim tale, Everest traile, to bilo pa nekaj zame, Pa reče moj mož, pa te tvegdino, da si nora, pa kaj le to, pa višine, pa to ti ne boš, In veš kaj to, ki ti reče, in to pa ti ne boš, In pol jaz 2014 rečem, le to jaz bom, In takrat sem se začela pa res resno pripravljati. Saj sem bila že prej, se pravi, jaz sem začela 2005, recimo nekako tako bolj aktivno laufati, ker sem rodila drugo hčerko, Prvi je sin, pa pol hčerko, in pa sem začela bolj laufati, ker sem imela malo časa in tako. In veš, pol se pravi, to, ki pravijo, 5 let rabiš sploh za maraton, In sem rekel, pa kje ti ušla zdaj na tale ultramaraton, pa ti sploh ne veš, kam greš, pa to, In pol, veš, iz tega vidika sem rekel, pa kaj oni to, pa kaj, jaz to zmorem vse, jaz pa res sem tak človek, kar si zadam, pa z glavo skozita, Pa nič me ni strah, pa mislim, tisto, ki me sploh ne zanima, nič ne slišim, nič ne vidim, sam grem, In pa sem začela to resno trenirati, vsak dan, skoraj vsak drug dan sem šla gor na Triglav, mislim, na naš Triglav, A veš, pa to ni mala malca, Jaz sem se mogla najprej peljati 2 ure, jaz zdaj razmišljam, veš, ker se spomnim tistih časov, si mislim, sem bila pa res veš, ker si usmerjen v cilj, To mi je bilo, še zdaj, ko se spomnim, ko sem kdaj na nizki energiji, se spomnim, dej, pomisli takrat, kaj si delala, Zdaj, vsaj 3/4 tistega, In ko sem šibala gora, veš, res sem imela power. Se mi zdi, tudi v takih letih sem bila, veš, to 30 do 40 se mi zdi, da je eksplozija, In res sem bila toliko, zdaj, ko pomislim, jaz sem imela toliko energije, ob 2 sem vstala, se pravi, sem se peljala do Mojstra, do 4, in potem sem šibala gor, ob 10 sem bila že v Cerknici, se pravi, sem delala cel dan, pa še tam male na krožke, pa vadbo zvečer vsak dan, in potem spet,
Mislim, zdaj, če pomislim, ne vem, kako sem jaz to zmogla. Ne. No, in ko je prišel ta november, ki je bilo treba iti, glavno mi tako jaz vsa našponana, ne. Sama sem šla, veš, že to ne, sem rekla, kako sama, kako bom šla sama, ne. Sama bom šla, lepo, 2 ruzaka. Veš, še zdaj, mislim, to so take dogodki, ki jih doživiš, a veš, da jih nikoli res ne pozabiš. Taki trenutki majhni, a ne. Ko so mene pelali tlele v Benetke, ne, na avion, ne, z 2 ruzakama, veš, ko grejo pohodniki na Everest, ne, vse nabasano, vse. In me pustijo tam in jaz trenutek, veš, ko sem ostala sama, kam grem, jaz to ne, a veš, prav panika, ne. Nač in potem se odletim v Barcelono sama, ne, pa v Barceloni smo se dobili še z drugimi tekači, ne, ko se je bilo v Barcelonu pa v Londonu so se dobili, ne, pa so leteli v Katmandu, ne. No, in tam smo se pač dobili in meni že tisti, ta prvi, veš, ko vidiš te profiče, ne, vsi, je razlika, no, kaj, razlika je, ne. Ja, a ne, in ti s meni bil kar mislim, že ko greš, veš, na poti, imaš en feeling, sej veš, da si naspidiran, ampak malo odzadaj pa je beden feeling, a ne, kaj boš ti pa zdaj tam kar nekaj, a ne. No, in pa smo prišli tja, glavnem, ko smo se mogli predstaviti, a ne, kaj je že, kakšen vsi so imeli že, ne vem, kakšne vse tele svetovne tekme, jaz pa gorski maraton 4 občin, pa Grintovec, pa Logarsko dolino, veš, itak, kdo pa veš, še niso vedeli, kje je Slovenija, veš, še Italijani, veš, so bili Italijani, pa me vprašajo, skje pa ti, a ne, kje pa to, tam malo je, da niste nekaj v Jugoslaviji, a ne, mislim, se Jugoslavija so vedeli, kje je, veš, Slovenija pa ne. Noro, ne moreš verjeti. Veš, in pol, evo ti, kaj, meni je bilo zmeraj, v vsaki tekmi mi je najbolj grozen pred štartom, ne, ko ne veš, kaj te čaka, sem da štartam, jaz sem, ko zmeraj rečem, sem da štartam, pa je super, ne, in res pred štartom, najprej smo najprej smo prišli v Katmandu, a ne, in pa tam vse te priprave, v bistvu vse, kar si imel v 10-kilskem ruzaku, a ne, za vseh 6 dni. To je bilo vse, kar sem imel, ne. Jaz sem itak imela že vsega preveč, ne, nisem mogla nad sabo imeti za jesti, tak ploščit, pa tega, ker sem imela že tako preveč, nisi smel imeti več kot 10 kil, ne, zaradi avionov, s lukle pol, ko leti, a ne. No, in pol si to nič ne vzamem, a ne, jaz sem neka grozljivo, ne. Torej, in pol nas iz Katmanduja pelejo na izhodišče s kombi, smo se vozili 10 ur s tistimi kombi, a si ti predstavljaš, bil že kdaj tam po teh Ne, nisem, pa ne vem, če bom kdaj. To po takih poteh, a veš, da mi je bilo slabo in ne vem kaj, že ker sem prišla, ker sem bila tako utrujena, a veš, prvi 2 dni letiš z avionom, a ne, pol se en dan voziš s temi kombi, a ne, in pol greš pa na štart, a ne, in te čaka 6 dni, a ne, no, a veš, ker si že utrujen od vsega skupa, a ne. Znaš se kaj, pol kar greš, a ne, in pol že prvi dan, sem imela prebavne težave, bruhala sem, prvih 10 kilometrov sem že bruhala, da ne rečem, ostale druge potrebe, a ne. No. Če bom jaz to zdržala, pa še kaj, a ne. In evo, lej, pa je kar šlo, ne, prvi dan je minila, pa kar meni se je zdelo, da je pol se z dnevi, zmeraj bolj se stopnjevala ta energija, veš, in moč in motivacija, tudi tako so tekmovalci, smo se ful združili, tudi če je bila tekmovalnost, a ne, recimo tam en tretji dan se je čutila ta ful tekmovalnost, a ne, ker so se začele že nekako razporejati stvari, kam paše, a ne, ker najprej itak ne veš, koliko je kakšen sposoben, a ne. No, in pol en tretji dan se je že videl, kam kakšen paše, a ne. Ampak, veš, je bilo čutiti tekmovalnost, ampak vseeno ne toliko, da se mi zdi, da bi si ful pomagali en drugemu, ne. Najbolj kriza mi je bilo, recimo, tretji dan, veš, ko imaš še pol, si zmatran, vse te boli, itak spiš zunaj na -15 v tistih majhnih šatorčkih, za preobleč imaš samo eno, mislim, človek si težko predstavlja, ne, eno stvar imaš za preobleči in skusiti, smrdiš, umazan si, mokr si. Mokr, zmrznen, A si predstavljaš, zvečer, ko nehaš teči, se slečeš, a ne,
in pa greš v tisto spalko spat, in tako si zamrznen tlele ves, ki ti kaplja in se šotora dol in so vsega. In pa zjutraj, ko moraš tole se ti obleči zmrzneno, a veš, ti sploh nemaš feelinga, kakšen ko moraš to zmrzneno, ker je bilo prej mokro, ker se ni imelo kje posušiti, pol tole obleč gora, veš. In so še zdaj, ker malo linci mi grejo po koncu, ker se to spomnim, ker se tista vlečeš gor, se mi zdi, ampak zelo grozljivo, Ampak nič kaj, pa se pol pozabiš, veš, pol ti slaufaš in to. Tako da, kaj se pravim, pa enkrat četrti dan sem pa izvidela, da tretji dan sem itak, sva bile samo še neke 3 sekunde, veš, s tole Angležino. Ja. Pa se je začela pa prava tekma, Jaz sem šla s ciljem tlele uživati, Sam pol pa sem videla, da imam pa šanse še ti več, veš. Pa se je zbudila tista moja grozljiva energija. Preklop, res preklop, veš. Itak pri teh ultramaratonih si ti, veš, mislim, tle imaš en drug program, Po enem programu se pravi, mene že vse bolelo, kako mi vstaneš, žulov, veš, koliko žulov sem imela, ker sem imela skozi mokre superge, cela stopala žulava, tlele sem imela od nahrbtnika vse krvavo skozi majico, ampak pa sploh tega več ne čutiš. A veš, ko se sam spomnim, ko sem prišla ta zadnji dan, ko sem pogledala, sem rekla, ljubi Bog, se nisem niti za bolnico, res prideš na pol invaliden, Ampak, po 6 dneh, ko pol pa to in ko vidiš, in najbolj mi je bilo glavnem 5. dan, ko smo prišli tam pod, ko je za Mount Everest, veš, ko se zbudiš in te pogledaš, skozi šotor in vidiš Mount Everest in se reka, evo, to je to. A veš, tisti feeling, ko veš, da si ob pravem času na pravem kraju. In meni se takrat tukaj nekaj stvari dogaja, meni se zdi, od takrat sem meni drugače življenje dogaja, v glavi in povsod, Se mi zdi, da je vse drugačne, vse je bolj simpel. Zdaj dostikrat lepo mislim na to, si mislim, pa vse življenje je simpel, veš. Ko vidiš, pa srečuješ te ljudi tam, mene ta tek, spustimo vse te nazive, pa to je sploh stranskega pomena, ampak ko sem jaz tam doživela, to je resen, ko pravi Nepal je neko okolje z nekimi posebnimi energijami in res je. In jaz upam, da sem sigurno še vrnila tja. Jaz bi tako šla rada še po teh gorah, Zdaj verjetno bo spet započakati 5 let, preden bo se to skupaj malo minilo, Res, ja. Ampak res, to mi je bilo pa, se pravi, življenjskega pomena, pustimo vse to, kar se je pol zgodilo, ampak jaz sem prišla čist drug človek nazaj in so mi tudi rekli, so rekli, pa ti si čist drug človek, kad bi se ponovno rodil, res Tudi, ko sem prišla na cilj, recimo, jaz sploh nisem, ta zadnja stvar, ko sem pomislila, zmagala sem, to sem se, šele, ko sem domov prišla, veš. Je za tabo prišlo v bistvu, ja. Takrat sem pomislila, zmagala sem, pa ko sem prišla na cilj, ponovno, evo ti povem, da ponovno rojstvo, skoraj tako. Res, res življenjska. Transformativna izkušnja, praviš, zanimivo. Ker sem bral te intervjuje s tabo, marsikaj so te tam spraševali, ampak zanimivo, noben te ni vprašal, če si mogoče nazaj prišla, ne samo zaradi vseh tistih lovorik, tudi tako drugače spremenjena, ker marsikdo mi kdaj reče, pa gremo špartatlone laufati v kakšne take nore preizkušnje, pa da je vse ostalo, vsa tista šara okrog niti ni toliko pomembna kot samo doživetje, okolica, ljudje, pa tisti detajli, ki mogoče komu zunija, ki izgleda vse skupaj zelo romantično, Saj jaz prebiram to, kako je spat, recimo pri -15 moker v enem šotorčku, Vse si ne znaš predstavljati, dokler ne greš ven, na zadnjič sem si noge namakal, zunaj je bilo -8, Blejsko jezero je imelo 5, pa sem si noge v tisti vodi namakal na tanko 2 minuti, potem pa nisem več čutil gležno navzdol, in potem sem razmišljal, nekateri se noter namakajo, nekateri spijo v šotorih pri -15, celo noč se podobno počutijo, sem rekel, ni to nobena romantika, prav je, da kakšno stvar mogoče kdaj izkusiš, da si lažje daš to v cel kontekst, tako da sam dosežek
Že iz tega vidika pa pustimo vse, kar je prišlo, že spoštovanja vredno. Tako da. Treniral sem Triglav, pa na Slivenco, pa na Snežnik, pa nore kilometraže po višinice si počela. Ampak kako treniraš za nadmorsko višino 4000 metrov? A se to sploh da pri nas natrenirati, ali pač vzameš v zakup, da bo tam zrak pač redkejši, pa da bo šlo vse skupaj počasnejši? Ja, sicer malo so hodila te hiperbarične komore, ne? Ampak jaz mislim, da za to ne moreš, moraš malo srečo. Enostavno se ti more poklopiti stvari. Tlele so bili in Španci in pač različne, veliko narodnosti, ki imajo visoke hribe, recimo Južnoameričani, imajo Ande, imajo to. Pa so imeli tako višinsko bolezen, glitko so imeli težave, glitko so bruhali. Mislim, da ni tlele pravila. Mogoče, če bi jaz zdaj šla drugič, da bi pa imela. Jaz mislim, da nekatere stvari se ti morajo poklopiti v življenju. Mislim, da to je to. Moraš imeti tudi malo sreče v življenju. Ampak, skratka, višino, ne vem, če lahko da natreniraš, lahko da ja, ampak pri nas itak to ni možno. A veš kaj, sem vseeno, če greš ti, ne vem, sem šla tudi 2-krat na Triglav gor pa dol, a veš, če to hitro premaguješ, verjetno tudi telo to drugače odreagira, pol. Če si na 2 ure pa pol, pa na 2:800 koncev že nekaj delaš na rdečih krničkah hudirja. Posebej, če to počneš tako, kot ti praviš vsak drugi dan. Imaš tudi gosto grik golaš, pol na konca. No in potem prideš ti nazaj, pa se pa zgodijo nore stvari. Cerar ti da nagrado za zasluge, Pahor ti da posebno nagrado, postaneš Slovenka leta pri reviji Jana. Trofejo Jureta Robiča si pobrala, sem tam bral vse te alineje, sem rekel, se nobena vrhunska športnica naenkrat ni pobrala, to je njih lovorik. Kako si se pa počutila po vsem tem? Že tisti video sem gledal, ko so te v Loški dolini sprejela, s tistim sprejemom, zelo simpatično, ampak potem je bilo pa to na nacionalnem nivoju kar naenkrat si bila pod žarometi. Kako si se ti spopadala z vso to pozornostjo, volno rečva? Po pravici povedano, veš, jaz nimam prav preveč to pozornosti. Zelo rada širim dobro energijo med ljudi. To se strinjam. Rada delam z ljudmi, ampak prav preveč te pozornosti, pa mislim, ne da se to vsakmu sede, mal, ampak ne pa preveč. Ampak tudi v te medije se mi zdi, jaz sem, zdaj če pomislim, mogoče ne bi šla več toliko v to, mogoče zdaj ne bi vsem se odzvala, ampak bistveno mi je pa bilo, veš kaj, še zadnjič, ko sem šla nazadnje na Kamniško sedlo, sem srečala enega fanta in to mi je bilo pa v razmislek, da sem pa itak se jaz nikoli nobene stvari ne obžalujem in da je bilo pa to vse super, da sem se jaz pojavljala v medijih, ker mi je fant, se pravi zdaj po 4 letih, me sreča, pa reče, tebe pa poznam, pa pravim jaz, ja, možno, veš, jaz to nikoli ne govorim in to. Pa prav, a veš kaj, a veš, da sem se danes zjutraj, ko sem stal ob 4 zjutraj, z vrhnke je bil, rekel, sem se nate spomnil, ker se mi ni dalo vstati, pa sem rekel, če pa ona vstala vsak dan za Triga, bom pa tudi jaz zdaj vstal. No, vidiš, in to sem rekla, to mi je pa bistveno, da mi kakšen človek to reče in da mu daš ti eno voljo in en smisel in eno energijo. A ni to najbistveno? Jaz mislim, da v tej naši ljubi, lepi Sloveniji manjka takih ljudi, da bi spodbujali ljudi, da bi videli, da se tudi z majhnimi stvarmi da zelo srečen biti. In ne vem, malo motivacije. In se pravi, zdaj, ko pomislim, čisto super, da so videli, da tudi eden, ki ni profesionalen športnik, ki ni bil ne vem koliko v vrhu, da zmore doseči tudi največ, tudi najvišje lovorike, samo če se zada en cilj in res stremi k temu cilju. Ker to mi je bilo bistveno, da eden, ki
Jaz sem bila tekačica, res, pa sem se udeleževala vseh in tekem in res zagreta za tek športa, ne, in za šport. Ampak veš, z užitkom, zmeraj malo z užitkom. Ampak, ko sem si pa zadala cilj, da čem pa jaz nekaj ekstremnega, se pravi, vsak na tem svetu lahko doseže vse, Jaz sem bila sam res jaz sem pokazatelj, da jaz mislim, da lahko dosežeš čisto vse, samo da si to, ampak to se moraš želeti, ne zato, da boš nekaj dokazal, nekomu, jaz nisem to nikoli počela, ampak da si želiš in da ti je to življenjskega pomena, In to mi je res še zdaj, si mislim, to je to. Super povedano. Zdaj mi je prišlo na misel, če bi živela nekje v Ameriki, bi po tvoji zgodbi zihar posneli že kakšen film, 5 dokumentarcev pa tako naprej. Pa influencerka bi bila, jasno, v pravem pomenu te besede. Ja. No in če so že pri tujini, sem prepričan, če bi tak odmeven rezultat dosegla kot športnica kakšne večje nacije, bi imela cel kup sponzorskih pogodb za sodelovanje. Pri nas, žal, smo bolj majhni, pa temu najbrž ni tako, da bi se zdaj po tistem dosežku in vseh nazivih zgrinjali pri tebi, pa ti ponujali kakšno sodelovanje ali ali se motim. Veš kaj, je bilo nekaj ponudb, ampak Red Light recimo je me zdaj sponzoril 2 leti, in hvala res za opremo, superge, glavnem vse, Ampak jaz velikrat, še na začetku sploh, se nisem hodila prav preveč zavezati, ker če se ti z nekom zavežeš, moraš tudi, mislim, si dolžen hoditi na tekme, dolžen si nekaj početi, Jaz pa kot tak zaposlen človek, jaz ne morem zdaj reči, zdaj bom pa šla, nisem, jaz kot podjetnik sem res svobodomiselen človek, Jaz sem rada sama svoj šef, da nisem nobenemu nič neki, pač tudi za ta svoj tek nisem nobenega prosila, da mi nekaj sponzorira, ker enostavno, sem si sposobna sama zaslužiti in odgovorna sama sebi, pa tudi, jaz mislim, da Slovenija je ena taka premajhna dežela za te stvari, da bi, ne vem, ali pa ne znamo tega izkoristiti, mogoče, ne vem, mogoče bi se dalo, če bi imeli malo bolj tako samozavestnejšo držo, mi Slovenci, Zakaj ne bi mogli biti mi? Vsi smo dostikrat najboljši na svetu, ampak se imamo neki zgleda, da imajo Slovenci manj vrednosti kompleksa, zaradi majhnosti, ampak ne bi smeli imeti, Mislim, toliko nekaj specialitet imamo. To je res, ampak se veš, ta nacionalna mentaliteta pa ta duh, ki nas preveva, to je pač zgodovinsko pa sociološko ukoreninjen. Mogoče bodo pa naslednje generacije, midva sta zdaj že v tistih srednjih letih, ko se naj ne more več spreminjati, bojo pa se zgledovale po tistih posameznikih te generacije, ki so bili pripravljeni se malo izpostaviti, pa počasih tudi pokazati, kaj zmorejo. Pa bodo, saj, če jaz gledam mlajše generacije, so sigurno v marsikaterem pogledu bolj samozavestni, pa se znajo prevečkrat pohvaliti, tudi ko ne bi bilo treba. Tako da se mi zdi, da mogoče bomo tudi kot narod napredovali v tem smislu. No, hotel sem te še vprašati, pri teh vabilih pa tujini, najbrž pa so te, po tem dosežku pa povabili kam na tujino na kakšen ekstrem tak dogodek, pa so te imeli na radarju, konc koncev. Pa so, veš, vse ti tekači, ki so bili z mano, se pravi z Argentine, Španci, itak največ je bilo Špancov, Angležev, Škot je organiziral, se pravi predlani, veš kaj, so te tekme toliko šle vse mimo, Lani bi mogli iti na Škotsko, so organizirali ta trail, tudi ful zanimiv, vse je šlo mimo, S tem, da sem imela še en problemček 2017, sem se poškodovala, sem padla na Soča trailu, veš, in sem se potrgala vse zadnje mišice in sem imela kar 2 leti težave, To je bila prva poškodba v življenju, ki sem jo imela, ampak ti povem, da je bila res trdovratna. 2 leti, v bistvu skoraj nisem več mogla teči, ker me je toliko začelo boleti po 1 uri. Zato sem začela ful kolesariti. No, dajva nadaljevati pri kolesarjenju.
Jaz dam tudi pač ljudem, ki so mi blizu, pa ki vem, da imajo recimo zanimivo vprašanja, večkrat takole pred podcastom, pa tudi v kakšni prejšnji vdaji, rečem ljudem, dajte vprašati, mojo gostjo, kakšno zanimivo vprašanje. No in potem Boštjan, moj dragi urednik, je rekel, da te moram vprašati kaj od kolesarstva, kaj je bilo prej tek ali kolesarstvo, da si lepo povedala, da je pač poškodba bila tista, ki te je potem na kolona peljala in konec koncev si letos, oziroma leto 2020 na Frani bila druga v kategoriji, če se ne motim. Ja. Veš kaj, kolesarstvo mi je postalo, jaz sem že tako, v bistvu, za tekačico sem dokaj težka tekačica, že samo konstrukcijo imam res toliko mišične mase in se mi zdi, da sem se v kolesarstvu polkar nekako, ne da sem se bolj najdla, ampak res to svojo moč se mi zdi, da še bolj lahko unovčal, po domače rečeno. In mislim, kolesarstvo mi je ratalo ful, res. Kaj, predlani smo šli tudi recimo v Črno Goro, s kolesi, smo rabili 5 dni, pa lani sva šla z možem v Split na maraton s kolesova, sva rabila 2 dni in pa sva šla še na maraton. Se spomnim, sem te opazil, mi smo tudi na dirki s fanti dol v Splitu, mi smo šli s kombijem tistih 500 km, pa se nam je vlekel kar pri norcih, potem pa tebe sem videl nekje, se mi zdi na progi ali so na štartu, potem pa preberem kasneje, da Andreja Podobnik z možem je šla pa lepo s kolesom dol, pa sem rekel, fantje, ti bodite, nič se nam ni vlekel, vsaj rit vas ne boli. Tako da, mislim, nori, takoj nori, bom rekel, podvigi. Menda si nekje rekla, da imaš tudi v planu dosti narediti, enkrat ta kolesarski krog v Slovenije. Ja, sem bila tudi že prijavljena, sem pa se ga odpovedala, prav predlan. Lani itak ni bilo nič, predlani, sem bila že prijavljena vse, ampak so ga odpovedali, ne vem, pač so imeli neke organizacijske težave. Ja, dosti tak. Mislim, tudi Amerika me ful privlači, tudi, to bi ful šla. V bistvu zdaj sva imela letos, 2020, sva imela z možem planu doiti na Elbrus, se pravi najprej kolesariti, 2800 km, pol pa na Elbrus še pešiti, Tako da tudi en tak ful dober. Ampak bi naj spremljal kombija, veš, in pol, veš, take stvari, kar, veš, to mora se navezati recimo na prvo vprašanje, kaj mi je ta pandemija prinesla. V bistvu to mi je zelo dobro prineslo, ker jaz imam cilj v življenju, malo na daljši rok, zdaj, ko so otroci malo odrasli, veš. Jaz bi šla ful rada pač s kolesom okoli sveta, In v bistvu ta delo nadaljavo mi je prinesla možnost, da jaz lahko delam nadaljavo, in pač kolesarim, In to mi je zdaj, vidiš, veliko dobrih stvari lahko potegneš iz najslabših stvari. No, tako je, da najdeš priložnosti tudi v problemih. Zato si se rekel, v prvi vrsti ogromno zanimivih stvari je na Andreji Podobnik, ki bi jo rad vprašal, ampak ena bolj pomembnih se mi pa zdela ravno ta, ženska je najdla, se pravi, v krizi rešitve, ne najde jih vsakdo, marsikdo je čakal, pa sedel na palcih, pa rekel, se bo čez 3 mesece vse v redu, ampak zdaj vidimo, da ni v redu in marsikdo ima zdaj, bom rekel, veliko zaostanka pri tem, marsikdo je pa se kar znajdel, pa cveti tudi včasih, ko bi to mislil, da ni mogoče, tako da ampak dejva o tvoji športni poti, zdaj si veliko povedala, jaz sem nekje prebral, da si bila biatlonka kot mladinka, se pravi, si bila nekako perspektivna športnica v vzdržljivosti, pa potem po 15 letih si se našla v teku, začela laufati 10 maratone, Ljubljanski maraton obračati in tako naprej. Potem sem nekje ujel, da si naredila kar nekaj evropskih prestolnic, ki jih mi še zdaj z družbo obdelujemo, laufala v Parizu, Madridu, Londonu, recimo v Barceloni. Zdaj najbrž nisi več toliko cestna, urbana tekačica, pa vse, najbrž imaš kakšen ljubti maraton, saj še z tistih časov, ko si to počenjala. V bistvu vsi ti maratoni, ki si jih rekel, so mi bili po teh glavnih mestih, povsod smo bili, edini New York, New York sem rekla, ajde bi šla, bila sem tisto leto, katerega leta smo bili
12, glavnem, glih, ko je bil maraton, a ne, in sem rekla, ampak nismo šli na maraton, šli smo glih tisti čas, ko je bil maraton, a ne, se kalej tega bi pa moče še zaradi te množice ljudi, a ne, feeling mi je dober, a ne. Čeprav se pravi, no, cesta, kaj zvem, sej še zmeraj grem rada po cesti, ampak ti povem, da treli, gost, narava, mi je ful ljubše, ne. Ful mi je, lahko neomejeno tečem, en drugačen feeling je, no. Ker enkrat se mi zdi, ko začneš teči traile, se to jih veliko pravi, ne, tudi teh starih tekačev, ki smo skupaj tekali, skoraj noben več ceste ne tečejo, no, ampak več ali manj enkrat priješ na teren, pol greš kar težko stran od tega, ne. Mislim, vse se lahko podpišem po to, no. Sej morda so tudi pri meni, bom rekel, leta naredila svoje ali pa to, da se v naravi lažje sprostim kot na cesti, ali se lažje umaknem, no, mogoče je to tista moja introvertirana duša, ki rab pač ta odklop rajš med zelenjem kot na cesti, skakati pred avti, levo pa desno, ampak vseeno, ne, ja, ne, nekaj je na teh trailih, ne, mi ki laufamo že dalj časa, ne, smo laufali traile, ko se še ni tako rekel, no, in imamo poseben odnos do tega, no, tako da tle te ponoma razumem, ko razlagaš o tem. Čeprav sem potem, ko sem bral tvojo zgodovino, ugotovil, da sva leta 2008 dejansko tudi laufala na dirki cestni na ultramaratonu Celje Logarska dolina. To je bil moj, točno. To je bil moj prvi, ne, pa se tam vidim, Andreja, tudi 2008 laufala, trpel sem kot Kristus takrat na tistem. Pa veš, je bila v 2008 tudi moja prva Logarska. Prav sem zdaj pogledala. Evo, vidiš, ja, no, takrat, s tem, da jaz potem svoje ultra, bom rekel, kariere nisem bistveno nadaljeval, 2 leti sem še malo probal sem eno večdnevno dirko, to bilo pa to, potem sem malo odnehal, pa se zdaj probam, večkrat razmišljam o tem, ali me še žena, še hočem kdaj odlaufati, ne vem, 100 na cesti, ali pač 100 kaj del, ali hočem 100 v hribih, tako kot si ti, ali bi 100 mil odlaufal, pa ne vem, nekako se še nisem, včasih se poigram s to mislijo, to je najbrž že kar dosti nevarno, in potem sem razmišljal, danes sem rekel, te moram vprašati, kje se je tebi naredil ta preskok, recimo, laufaš pač maraton, laufaš, 75, itak da trpiš, itak da si ves polomljen, zdaj pa kdaj si pa zaželiš potem to res nadgraditi, pa reči, zdaj grem pa toliko daleč, vem, da bo trpljenje itak šlo eksponentno gor, ampak to želim naredim, hočem narediti, zadaj imaš pač družino ljudi, ki ti mogoče pravijo, da mogoče to ni najbolj pametno, ampak vsem teraš. Kdaj se je pri tebi to recimo začelo? Je bilo to organsko? Je bil to nek preklop, nekaj podzavestnega, kar se ti je zgodilo, da moraš recimo preizkušati te meje na ta način? Pa meni se zdi, da se mi je res tako, nisem imela onega feelinga takoj, vidim zdaj tekače, recimo, ko začnejo, ker po 2 letih grejo kar na 100, meni se to ni zgodilo, meni recimo, ko sem, se pravi, rodila Tijo 2005, jaz se prav spomnim, ko sem šla jaz laufat, tlele imamo to Križno goro našo, in je do Križne gore 4 km pa pol, Mislim, hodila sem, pa tekla, pa hodila, še zdaj se spomnim svojega prvega teka. Malo sem hodila, pa malo sem tekla, pa malo sem hodila, pa malo sem tekla. In pa, veš, tisto, ko greš vsakič nadaljne, ki zmeraj več tečeš, Wow, sem rekla, zdaj pa že skoraj pretečem do vrha, veš. Kako to stopnjuješ, In pa sem začela pač te 10-ke, pa se mi je zdelo ful imenitno, sem šla na Ljubljanski maraton na 21, wow, to se mi je zdelo, sem rekla, to, če 21 narediš na leto, to je top, to je, še zdaj včasih moraš zafrkava, veš, pa reče, a se ti spomniš, kaj si rekla takrat, če greš 21 na leto, to je čisto dosti, veš, pa smo začeli itak vsak teden 21 laufati, Pol itak prije do maratona, če tečeš pol maratona, pol itak moraš iti na maratone, Se pravi, se je začeli z Ljubljano, pol je bil Rim je bil ta prvi, pol tako druge v tujini, Pa kar vsako leto smo šli na kakšen maraton, pa iz tega enega maratona je ratal kar več maratonov, Pa sem pa rekla, pa kaj zvem, pa to maraton sploh kar neki, to je treba malo več, pol je bila Logarska, je bila tu že 75,
kaj pa so se začeli pa ti traili, ne, tale gorski maraton 4 občin, je bil ta prvi, ki sem šla, se mi je zdelo tako grozljivka. Ja, to se mi je zdelo, kaj gor v tisti, ko greš, kaj že tisti Na Durnik. Na Durnik, ne, na Durnik. Sem rekel, mislim, še zdaj se ga spomnim prvič, skoraj po vseh 4 sem šla, res, ne, koliko se spomniš določenih stvari, uživo se jih spomniš. No, pa sem šla še Pušelc, ne, to je tudi tale, ki je na gorskem maratonu. Ja. A veš, veš, kaj dostikrat, ko pravijo, ne vem, si porabila za 6 dni toliko, pa za toliko. Pa sem začela malo razmišljati, kaj je težje, ne? Recimo pri sami motivaciji, kaj je težje? V enem kosu prelaufati recimo 110 kilometrov, ali pa v 6 dneh 160. Včasih pomislim, da je težje še 6 dni motivirati, kakor tisti en dan se motivirati, Vse v redu, je oboje težko, ampak se mi zdi, da motivacija, veš, kako je narašča, pa pol pri teh večdnevnih, se mi zdi skoraj težje te večdnevne, vsak po svoje razmišlja, ampak se mi zdi, da veš, rabiš več motivacije za večdnevne, ker se moraš vsakič sproti, vsak dan spraviti iz postle, takrat se enkrat spraviš iz postle, pa pač zrajsaš tisto noč, ki je čez hribe, tam pa vsakič znova spiš in najtežji pol naslednji dan se ves polovnem sprav spet. Enkrat na pol, veš, in si misliš, še pol, ne, to. Mislim, to so take specifike, sploh pri teh ultratekih, meni pa najbolj imenitno, veš, ko priješ v neko fazo, tako, ko to ne moreš nekomu razlagati, ker to ni probo, od odstranjenosti od telesa, ko se duh pa telo razdvojita, Ja, in enostavno, jaz se dosti stvari pol več ne spomnim, tako iz ultratekov teh naših ali pa tudi tam, To so neke take posebne stvari, ki jih mora človek doživeti, Zato so mi ultrateki bili zmeraj imenitni, ker greš nekič čez sebe in se mi zdi, da se na novo resetiraš. Jaz to tako vidim po ultratekih, To ni, sej, moraš trenirati, ampak tle bolj treniraš kakor telo, Jaz mislim, da vse je v glavi, moraš trenirati, ampak še zmeraj vse v glavi, Ti se lahko prepričaš v neomejeno, V marsikaj, kar drugače bi mislil, da nisi sposoben, jasno, se strinjam, zelo, zelo lepo povedano. Še ena stvar, potem, ko sem raziskoval tvojo pač, zgodovino in tako naprej, nisi samo ti tista v tem, ki je vpletena v šport, še cela družina, pa sem rekel, vse posredno so vsi družinski člani vsakega, ki se ukvarja z malo bolj zahtevno rekreacijo vpletenja, ampak pri vas je to še moče bolj izrazito, itak zmožen kolesarta, se umenila, laufata. Potem pa seveda celo družino Podobnik, Strle, enkrat vidimo na televiziji, na Planetu je bil tista oddaja Fittest Family in vi se tam pojavite, si zategnjeni, kitasti in se izzovete z unimi družinami. Meni se je del že to samo po sebi, da se tako izpostaviš, recimo, predvsem ostalimi, kar dosti pogumno, kaj šele, da potem to dejansko počenjaš. Kakšna je pa tista izkušnja, zakaj ste se odločili, recimo, kar cela družina? Ste vsi malo tekmovalni, ali je tvoj dosežek mogoče spodbudil, da so te povabili, ali kako? Mi smo itak vsi, res, mi smo taka športna družina. Sin je bil tudi ta downhiller, on je tudi bil v državni reprezentanci, hči tak tudi atletiko trenira, se pravi, mi že, se mi zdi, tudi otroci, od rojstva skozi tam, In se mi je zdelo, da ko je bila objava te oddaje, jaz takoj pošljem najprej sinu, ker je že toliko stara, se mi je zdelo, da se mu bo zdelo neumno, in njemu pošljem, kaj če bi mi tole šli, in on takoj zagrab, in reče, valjda, super, ki malo si pogledal, kako to je, pa to, ta mala itak je bila takoj zagnana in vsi. In se mi ti sparjamo, in gremo na predstavitev. In, zbrani smo bili zdaj, zakaj nismo bili to, pač zbrani smo bili, sej meni se zdi, da smo čisto dobro predstavljali našo državo, s Hrvati, in izkušnja je pa fenomenalna. To je pa tako ena dobra, to je v bistvu en tak dober team building za družine. Tudi 24 ur,
24 ur si skupaj, v bistvu pomagati si moraš, športno, itak to, kar smo mi skozi v temu. In lej, še zdaj, dostakrat ko si to pogledamo, se kaj nasmejemo, pa si, obnavljamo, to si spomniš, zdaj pred kratkim, ko so spet kazali na planetu, pa si včasih, ki gledamo, pa se režimo, lej, ti povem, da taka super izkušnja, spet, tako, kot sem že prej rekla, ne glede na lovorike in nagrade in to, pa to je to postranskega pomena, koliko so vredne izkušnje. Jaz v življenju zmeraj pravim, v življenju so vredne izkušnje, znanje, to, kar ti nosiš v sebi, ne tisto, kar nosiš na sebi in okrog sebe. In res, to je bila taka vrhunska izkušnja. Ti povem, da jaz sem bila živčna bolj na vseh tekmah svojih, ko gledaš otroke, ki morajo sami kaj delati. Mislim, res super izkušnja. Top. No, zanimivo, kako se da tudi družino povezati, na en poseben način, tudi pred kamerami. Spoštovani in spoštovane, Andreja je super sogovornica, simpatična in tako naprej. Urca je minila takole, ne bova še zaključila, ker si rekla do jutra, ampak do jutra te ne bom zadržval. Imam pa še nekaj zanimivih vprašanj. Moram te vprašati, govorila so o otrokih v tvoji družini, ki je športna. Marsikatera družina pač se ne more moče pohvaliti s tem. In zdaj v zadnje pol leta, zadnjem letu je debate, posebej okrog mladostnikov, posebej v pandemiji in tako naprej, se je to še bolj izrazilo, mladostniki, otroci se premalo gibajo, so gibalno, bom rekel, degradirani, skozi slabši so, debelejši so, nimajo več kondicije in tako naprej. Vsi pravijo, problemi so, na njih opozarjajo, jih znajo izmeriti. Naslednja stvar potem je, kako pa to zdaj rešiti. Sej verjamem, da je pandemija naredila svoje, ampak tudi stanje pred pandemijo ni bilo rožnato. Tudi takrat so bili te kartoni športni v šolah vsak let za par procentov slabši. In recimo ti si v športu peta že celo svoje življenje, praviš športnica po srcu in duši, kar se tudi iz tvojega, bom rekel, govorjenja, iz tvojega prezentiranja kaže, pač energična si ves čas. Še zato uživam v tem pogovoru še toliko boljša, ker izžarevaš pač to energijo, ta športni zanos. Daj mi povej, sigurno si se že srečala s tem vprašanjem, mogoče tudi ne samo v svoji družini, pa tudi širše. Kako zdaj mladino, če že ne koji otroke, pa mladino, najstnike, če smo pri tem, pa tiste pozne najstnike, ki so mogoče najbolj občutljivi, kako jih zdaj navdušiti za kakšno obliko gibanja? Kako ta pereč problem nasloviti, bom rekel, v ali družinski celici ali v širši družbi nasploh? Lej, jaz mislim, če pogledaš svojo družino, ali pa če pogledam svojo družino, jaz mislim, da prva stvar izhaja iz družine. Okay. Prva stvar, kaj ti s svojim vzorom daješ svojim otrokom. Meni se zdi, da je, pustimo zdaj pač stanje, kakršno je, pa politiko, pa ukrepe, pa marsikaj. Jaz pravim, če bi me v hišo zaprli, bi telovadila, bi migala, bi ne vem kaj, Ker v bistvu je stvar v interesu, v volji. In jaz svoje otroke, mislim, pri nas je najstnica, 16 let stara, veš, da je v najbolj takih norih letih, ampak ona vsak dan se spravi telovaditi, 2 uri telovadja, In še jaz si včasih rečem, dobro, si pa pridna. Ja, mami, se veš, da brez nič ni nič, Veš, ti če skozi nekaj vlagaš in skozi nekaj učiš otroke, tudi če so v teh norih letih, sej sem imela enega najstnika, pa zdaj imam ta drugo najstnico, pubertetnico, sej itak, da se jim ne ljubi, Ampak enostavno, ko vidijo tebe, da skozi to počneš in da te to dobro vpliva na te in da si dobre volje in da si fizično zdrav, psihično zdrav, v bistvu to prvi je zgled, ne smemo
Mene je tako včasih malce vseeno groza, ker vidim, da vse na druge, ne. Zdaj je kriva politika, zdaj je kriva država, zdaj je kriva šola, mislim, skozi je nekdo kriv, ne. Krivi smo mi sami, ne, ker mi sami se moramo prilagoditi na tisto, kar imamo, ne. Mislim, lej, kaj pa najbolj, da si zdaj doma pred televizijo jokamo s čipsom in Coca-Cola v roki, ne. Mislim, vsi smo pa na istem, vse imamo vsi iste razmere, ne. Tako da mislim, da najprej je v nas, ne, kaj bomo naredili, kaj bomo dali otrokom, kakšen vzor, in pol moramo pa gledati, sej itak je težko. Jaz tudi sama se srečam s kakšnim dnevom, ko se jim naljubi, pa jih moram pognati ven. Lej, pa gremo s psom, gremo ven, je motivacija, pa s kolesom, pa mislim, lej, je pa vsekakor. Prvi je zgled, ne. Zgled staršev, ker najprej te starši, ki to imajo za povedati, bi jih vprašala, vi greste vsak dan pol ure, no, če greste, pol super, ne, pol gremo naprej, ne. Ampak ta prvo je pa to, no, se mi zdi, da tle se začne in konča vse skupaj. Prav. No, se mislim, da zdaj je povedal dober recept, ne, to, kar ti počneš, ne, recimo s populacijo, z odraslo populacijo, starši na vse zadnje, ne, se potem prenaša tudi na njihove otroke. Jaz poznam ogromno, tekačev ali pa aktivnih ljudi, ki praviloma, nimajo zasedenih otrok na en način, ne. Se pravi, če ti gibaš na en način, se že potruješ, če ne prej konc tedna, pa še otroke zvlečeš s sabo, hrib, ne vem kam, sprehod, kolesart, smučat, karkoli že, ne. In če to počneš, dosti pogosto se tudi otrok prime, in če otroci tebe gledajo, prva stvar je, če ti ješ čips pred televizijo, gajo najbrž oni tudi, ne. Če ga pa ješ, na vrh hriba, kamor se mogel potruditi, ne, je pa to tako, ne, mogoče pa res rešitev, o tem se res ne govori, premalo se govori, to, kar ti praviš, jaz tudi večkrat razlagam, ne, odgovornost je na nas samih, ta prvo za nas, in žali Bog, tako je, tudi za naše otroke v prvi vrsti, ne, je tule, ne, mogoče pa res, ne, odločevalci pa tisti, ki o tej problematiki razpravljajo, da v šolo vzeti, mogoče prej starše pa jih podučiti, dajte, dragi starši, preklopite se na Facebook. Zakaj na Facebook? Vse sem skozi preklopljen. Ja, nekaj une komentarje pisati, preklop kanal od Andreje Podobnik, pa pol ure skač na mestu, za božjo voljo, ne. Zakaj pa to počel? Zato, ker bo čez en mesec to počel tudi tvoj sin, pa tvoja hčera, in potem kar naenkrat, ne, pol problemov že rešimo, no. Zelo lepo. Šport je rešitev za marsikaj, ne, zmeri bravam, in tako malo je treba, ni treba ne denarja, mislim, tako malo rabiš, ne, pravijo, ja, rabiš denar, rabiš čas, najhujše mi je pa ta, nimam časa, tam je pa, mi grejo pa kar lasje po konci, ne, nimam časa, lepo prosim, no, mislim, če nimaš vsak 1 uro časa zase, jaz mislim, da je škoda, da živi, ne. Glede na to, koliko časa po vseh raziskavah preživimo na socialnih omrežjih, pa zraven nič ne počnemo drugega pametnega, ne, laufamo sigurne ali pa telovadimo, ne, potem ta argument nimam časa, hiter pade. Ampak še eno stvar mi moraš povedati, govorijo o tem, ti pač uživaš v tem gibanju, ne, se pravi, v raziskovanju in narave in svojega telesa in tako naprej. Na eni strani, in drugi strani si ekstremistka, ne. Zdaj, kako gre zdaj to skupaj, ne, se pravi, ta radoživi duh, pa ta, bom rekel, moče stoicizem ali pa sprejemanje bolečine, oziroma kakšen je tvoj odnos do bolečine, ne, ker takrat se pa neha, bom rekel, tisti užitek, eni pravijo, uživamo v bolečini, čeprav to mi tako dosti abstraktno, ampak, ali pa ne vem, no, mogoče mi ti lahko razložiš to stvar na kakšen drug način. Kaj zvem, ja, lej, bolečina, to je neka relativen pojem, ne, kaj za nekoga bolečina, prvič, bolečina, če te zob boli, ali pa bolečina, ko tečeš 30 ur, je drugačna, ne. Res je. Veš, drugačno zadovoljstvo ti prinese, ne. Jaz velikrat, ko grem kam, pa si mislim v bistvu, ali pa ko me sprašuje, kako čem se spraviti v te, kako naj se spravim v gibanje. In zmeraj pravim, pomislim na tisti končni rezultat, ki te čaka na koncu, dobra volja, zdravje, lepo telo, neko motivacijo si najdejo, ne, ki te čaka na koncu, in da bi tudi tista bolečina, ki jo boš imel na poti, ne, bo drugačna zaradi tega, ne.
Se pravi, neko tisto zadovoljstvo, ki imamo s tisto stvarjo, si ti pravim, jaz pri nobenem ultramaratonu ne morem reči, da bi toliko trpela, kot bi trpela, če bi mogla, kaj jaz vem, nekaj takega početka ne maram, ne. Pač bolečino drugače sprejemaš, če nekaj delaš, kar ful rad delaš, a ne, ali pa nekaj, kar ne delaš prav rad, a ne. Tako da, se pravi, no, o tej bolečini jaz res ne bi mogla kaj dosti komentirati, ne, ker pa tudi jaz sem tak človek, ne, jaz sem tak, kaj jaz vem, pozitivist, a ne. Jaz ful slabe stvari vse pozabim in jaz nosim naprej samo še dobre, a ne. A veš, res imam, se mi zdi to malo počiščeno v glavi, ne, da slabe stvari nimaš kaj s sabo nositi, a ne. Saj so ti že dale neke izkušnje, naredile so te človeka takega, ki si, a ne, in to je to, in zdaj greš naprej s dobrimi izkušnjami in v bistvu tudi novim izkušnjam naproti, a ne. Tako da, glej, tudi bolečina ti da nekaj dobrega. Bravo. Bolečina sigurno da nekaj dobrega, posebej bolečina, ki si jo sam pač izbereš in jo potem prebrcaš na tak in drugačen način. Si ljubiteljica gora, nedvomno, saj po tvojem Instagramu, Facebooku sodeč, vem, da si bila letos na marsikaterem 2000-čaku, bila si tudi na moji najljubši gori, pod katero živim, na Storžiču. Kje je pa tvoja, recimo, najljubša gora, če bi jo mogla izbrati? Evo. Pa veš, da naša mi je Grintovc. Ne vem zakaj, ampak tale tek na Grintovc mi je tudi pustil ene take lepe spomine, ker je ena taka res zaguljena, zanimiva tekma, ne, zaguljena. In rada grem na Grintovc, zato ker mi predstavlja, veš kaj, hitro se pripeljem, a ne, recimo do Kamniške Bistrice, a ne, in veš, in tista pot pol mi je taka prijetna, lahko malo polavfaš, ni nekaj zahtevna, lepa mi je, no, in Grintovc mi je res top, ni toliko obljudena kot Triglav, sedno tudi na Triglav grem velikrat na leto, a ne, ampak se mi zdi, da je preveč obljudeno. Če moram zbirati, bi Grintovc zbrala, recimo to mi je una gora, ker mi je, ampak gore, veš, gore mi pa res pomenijo nekaj več, no. Če bi mogla zbirati, mi je gorništvo mi pa res pomeni. Tam se mi zdi, se počutim res doma in veš, ko priješ na vrh, začutiš to polnost življenja. Meni je to tako imenitno, no. Bolj kot tek, mislim tako, recimo, kjerkoli, a ne. Gore mi res nekaj pomenijo. No, in ko to dvoje lahko združiš, a ne, potem imaš pa idealen recept, kako en dan zagoniti, pa se na koncu počutiti bolj polnega, kot si bil pred tem. Če malo zafilozofirava, zadnjič si objavila en fajn članek, ki sem ga prav pol preklikal. Japonci, ki iz Okinave, vsi poznamo zgodbe, pač to je otok, kjer ima največ 100-letnikov. Oni imajo prav zanimivo filozofijo dolgoživosti, rečejo ikigai. No in kaj je pa tvoj ikigai, recimo? Ja, viš, moj ikigai je točno to, kar jaz živim, a ne. Meni se zdi, da jaz pa prav to živim, a ne. In v bistvu ta moja strast, to strast življenja, ko jaz delam, se pravi šport, zdrav duh v zdravem telesu in v bistvu tudi ta life coaching, a ne, sem tudi life coach v bistvu, a ne, s katerim v bistvu želim ljudem dati ta smisel življenja, jim pokazati, da najdejo ta nek svoj smisel življenja, a ne. Ker v bistvu, če imaš ti ta ikigai, ne, da veš, kaj te razveseljuje, veš, ko vstaneš zjutraj, ki rečeš, danes grem na hrib, a ne. Veš, veš, tisto, ki rečeš, ki ti v srcu, ki te pogreje, ki te razveseli, že to, da hodiš v službo. Recimo, meni je to super služba, ne. Saj je v redu, zdaj niso časi neki, ampak glej, bojo pa prišli boljši, a ne. Ko greš v službo, ko ne rečeš, da greš v službo, ampak delaš nekaj s strastjo, a ne. To meni se zdi, da bi bilo ljudje dosti. Se pravim, viš, tam živijo 100 let, zato ker delajo same take stvari, ki jih navdušujejo, ne, ker jim dajo polno življenja. Pa nas pa vsi so neki na pol, a ne. Meni se zdi, da bi mogli več prisluhniti sami sebi, a ne. Ne toliko pogledati na ta materialni vidik življenja, a ne, ampak kaj te osreči, a ne, kaj ti daje to polno življenja, več bi mogli dati posluha na tole, a ne. In jaz upam, ne, da
čas, ki je zdaj, ne, ta epidemija, kar že je, a ne, da bojo ljudje vseeno malo razmislili, kaj jim pomeni, a ne, kaj je pa to bistvo življenja, a ne. Upam, da bojo malo spregledali, no, da bojo malo pustili stvari za sabo, a ne, in jaz upam, no, jaz res pozitivna sem in upam, da ljudje spregledajo vendar, no. No, to sporočilo sigurno, a ne, tudi ta najin pogovor, a ne, gre v tej smeri, a ne, časa smo imeli zdaj, pa še ga imamo, ravno za te, rekel, teaching momente, a ne, kako določene stvari, če kaj premisliti, pa dati v kontekst, pa jih moče začeti drugače delati. Če kdaj, zmer smo hoteli, tako hecen lansko leto nazaj, sem prebiral članke, tempo je prehiter, preveč, ustaviti se moramo, ne smemo, no, potem se pa ustavimo. Potem smo vsi šokirali, pa je prva stvar, ki vsi rečejo, dajte nam nazaj tisto, kar je bilo prej. Ne, mislim, ok, bo prišlo nazaj, ampak pa izkoristite ta čas, hoteli smo vsi, da se zadeva upočasni, še mati narava in zemlja je bila takrat zadovoljna, ker smo manj nasneževali, če smo že v tem in tako naprej. Dajmo pa, mogoče izkoristiti tam, pa so slabi časi, se bodo negativne konsekvence, ampak dajmo vse izkoristiti, pa narediti ta premislek, če že drugega ne čas imamo, no, tako da. Prej sem se pogovarjala čisto na začetku, že pred telim uradnim pogovorom o tem, da tudi ti pišeš, kdaj boš pa ti izdala, dogodivščini imaš neskončno veliko svojo knjigo, recimo. Ja, ful. In to tako, kot sem ti prej rekla, vsakič, ko imam pol tako kakšen pogovor s kom, a ne, in ko si, recimo si prej, ne vem, spomnim, pa kakšne take, in si zmeraj rečem, pa to sploh še nisem noter zapisala. In se mi zdi toliko zanimivih stvari, a veš, imam, in jih kar zbiram in pišem. Jaz upam, da bo to čim prej, a ne. A veš, že ta čas, ne, zdaj letos, ko je bilo, ne, sem že veliko tega dala noter, a ne. Je pa tako, no. Imam pa tudi mogoče neke težke trenutke v življenju, a ne, ki bi mogoče počakala glih zaradi tega, no, se izdajo te knjige, ne. Ker je veliko bilo tudi takih, mogoče malo težkih stvari zaradi takih stvari, tudi taka sem zdaj, a ne. Ampak knjiga bo, no. Knjiga bo še za časa našega življenja. Bravo. No, super, evo, to sem hotel slišati od tebe. Škoda bi bilo, da se vse te zgodbe pač razdrobijo, zgubijo. Nestrpno čakamo tvojo knjigo. Mogoče se spomniš, katera je zadnja knjiga, ki so prebrala v preteklem letu morda? Škoda, ki ti ne morem obrniti. Jaz imam tukaj toliko enih knjig, veš, jaz čisto vsak dan berem knjige, veš. Okay. In psihološke, da bi se prav spomnila zdaj, katero sem. Ali pa katera ti je bila všeč mogoče, ne, v lanskem letu najbolj? Da pogledam, katera moja knjiga začela. Placebo, recimo, je dobra. Placebo ste vi, to so take stvari, viš, glih te psihološke, veš, kak ful ima knjig tule okoli. Pa so spet primotu vse v glavi, bravo, ja, tako. Ja, res, ful berem, zato ker se mi zdi, da, vse življenjsko učenje. Jaz sem res človek, ki se skozi učim, vem, da nikoli ne bom vse vedela in vem, in to tudi pri svojih otrokov, no, res pravim, človek se mora skozi učiti, skozi nekaj izpopolnjevati, sploh zdaj v tem času, ne, v bistvu moramo se prilagoditi novim razmeram in moraš čisto lahko, marsikdo bo mogel začeti čisto nekaj novega, vse to ni nič slabega, pa če začneš nekaj novega spet od začetka, to je čisto dobro, no, človek mora rasti, človek se mora skozi izpopolnjevati in spoznavati nove stvari, a ni to v redu. Vrhunsko je to. Spremembe so gonilo pač napredka pa življenja samega. No. In za na konec še, Andreja Podobnik je marsikomu pač vzornica, ampak najbrž tudi ona ima kakšnega, bom rekel, ali športnega, ali pa nasploh vzornika, po katerem se zgleduje, ali pa ji je všeč, ali pa ga rada, bom rekel, vzame v misel in se navdihuje pri njem. Je kakšen tak osebek v tvojem življenju nasploh ali pa v zgodovini, po katerem se oziraš? A veš, da tako tudi prej, ko sem že rekla, da nikoli nisem imela nekih vzornikov, da bi rekla, po njih se zgledujem, ker meni se zdi, da je vsak na tem svetu en tak individuum,
da težko recimo nekoga imaš za vzor, ker on je živel čez neko svoje življenje. Ne? Ok, recimo, zelo veliko sem spremljala našega Jureta Robiča, pa Rešavo tudi Podgornikovo. Ne? Ona dva sta mi bila od naših, zato ker sta v našem okolju. Ne? Jaz recimo od svetovnih nobenega ne morem, ker to recimo glih Američani, ne? Oni imajo pač drugačen stil življenja ali pa pač se pravno. Jaz se nikoli nisem z nikomer primerjala v življenju. Ne? Nikoli ne grem gledati od nekoga rezultatov ali pa ne, zato ker se mi zdi nesmiselno. Jaz delam se zase, ne? In meni to veliko pomeni, zdaj mislim res, meni konkurenca ne obstaja, ne? Ker v bistvu vsi smo posamezniki in vsak mora sami sebi nekaj dokazati. Ne? Če pa ženo, glavni Jure Robič in Podgornikova sta bila pa zame res velika človeka in velikrat se spomnim, na kolesu se Jureta spomnim in ko sem šla po hribih, sem se spomnila Podgornikove, ne? Ker se mi zdi, da smo včasih kar malo mentalno povezani. Lepo, lepa misel za konec, zelo lepa misel za konec. Spoštovane Andreja Podobnik je bila to, sledite jo na Facebooku, kaj ne, tam imaš vadbe na Instagramu, seveda za navdihujoče fotke z hribov in stekaških poti. Te lahko še kje druge sledijo, še kje druge objavljaš mogoče? Ne, zaenkrat še ne, bom pa malo začela. Nekaj novega se pripravlja, cenjeni gledalci in gledalke, super pogovor je bil tole. Andreja, jaz ti želim izvrstno leto 2021, imaš že mogoče kakšen plan, bom rekel tak športen, da nam ga lahko zaupaš? Za letos? Če bo recimo, če se zadeve postavijo nazaj recimo. To je bil s kolesom, to mi je vsakako letos bil, po moje z letali ne bomo šli na kamar, da bi šli kam v Ameriko ali pa Antarktiko. To bomo pustili po moje za nadaljnjih 5 let. Po moje letos bomo tle okoli šibali čim več kilometrov, da bomo zdravi, da bomo brez nezgod, ampak aktivni bomo pa sigurno. Vsak dan. Zame dan brez aktivnega 1 ure pač ni življenje. Tako kot brez spat pa jesti. No, a ste slišali, spoštovani in spoštovane, to je to, kar vam sporoča Andreja Podobnik Starle. Upam, da so navdušila s tvojo energijo, ni hudir, da jih niso navdušila cel kup tam zunaj. Hvala ti za čas, hvala ti za super pogovor, fantastično sva preživela tale večer skupaj. Še kdaj, upam, da se takole sestaneva, še bolj pa upam, da v živo prej, da se vidimo. Tako da, Andreja, hvala ti, lep večer ti želim še naprej. Hvala ti lepa, uživala sem in upam, da še kdaj. Hvala ti, ostani zagreta za tek, lepo zdrav, srečno. Čau. Čau.